Tole sta namreč moji priznani za igranje pokra, katerega me je zadnjič naučil igrati sam Sebastian. Se hecam, ne bo šlo tako lahko. Tole sta namreč kipca, ki jo je pred dnevi sam Sebastian osvojil na Češkem. Sam Sebastian, dobro jutro. Drugo mesto v kategoriji odrski nastopi in pa tretje mesto v kategoriji mikromagija. Mikromagija, o tem še nisva nič rekla v najinih srečanjih. Kaj je mikromagija? Mikromagija je ena kategorija v magiji. Gre pa v bistvu za mikroefekte, za čaranje pri mizi, to, kar mi dva počneva vsakič pri dobro jutro. In gre za v bistvu uporabljaš vsakdanje male rekvizite, ki so bolj ali manj mikro, knjige, karte, kovance, cigarete, karkoli. Tako da mikromagija, zato ker se dogaja prizorišče, je mikro in ponavadi je to ta oder miza. Videli bomo tudi nekaj utrinkov z Češke, samega tekmovanja. Kako je bilo tam? Si se naučil kaj novega? Verjetno se vedno da kaj novega naučiti. Ja, jaz sem se udeležil tekmovanja, bilo je zelo zanimivo, konkurenca kar težka in meni so tekmovanja razmerom v redu, zato ker na njih pilim svoj program in vedno, ko mislim, da že vse vem, se na tekmovanju zmerom nekaj novega naučim, zase ponavadi izboljšujem v bistvu svoj program s tem. Na samem tekmovanju čarodeji, iluzionisti, magičari iz vzhodne Evrope, recimo, če tako posplošimo, kakšen je trend v vzhodni Evropi na tem področju? Ja, različno. V bistvu odrska magija je zelo popularna na Češkem, pol so bili tudi iz Nemčije, Poljske, Rusije, iz Bolgarije. Odrska magija je zelo popularna v smislu tradicionalne magije, kot so produkcije, manipulacije z žogicami, kartami, produkcije golobic in podobno. Tako da mislim, da ima Češka sicer kar dolgo tradicijo v tem in ima nekaj zelo kvalitetnih, mladih, obetavnih čarodejev. Češko sicer v ščaranjem poznamo po Arabeli, po tistem čarobnem prstanu. A si našel kakšnega takšnega primernega? Jaz sem ga iskal, pa nisem našel. Pol sem pač zavil v najbližji bar in ugotovil, da na Češkem stane veliko pivo 80 centov. Dobro, še nekaj mikromagije si bo v nadaljevanju privoščila, ampak še prej čas tudi za nagradno igro. Vzglavnik podjetja Domos iz Ljubljane čaka tudi danes na vas. Pod naših 9 pol pa smo skrili nekaj, po čemer je Češka zelo znana. Če ste dobro poslušali najin pogovor s samim Sebastianom, bo odgovor kot na dlani. 090 93 60 32 pa je naša telefonska številka. In torej pod našimi 9 poli nekaj, kar je zelo značilno za Češko. Pa to ni Arabelin prstan, tako da bo nekaj pomoči tudi pri tej stvari zraven. Toda kaj bi lahko bilo zelo značilno za Češko? Lahko izdava tudi, da je pijača, to bo tudi marsikaj prineslo. Od 1 do 900, torej polja na naši številčnici. In kaj nekje je torej skritega? 090 93 60 32. Lepo zdrav, kdo je z nami? Pozdravljeni, Cvetka tukaj. Cvetka, pozdravljeni. Od 1 do 9 torej polje na naši številčnici, katero odpiramo najprej? Dajmo 7. 7. Iščemo nekaj, po čemer je Češka zelo poznana. Od 11. stoletja tole proizvajajo že v tej državi. Kaj bi to lahko bilo? Ja, češko pivo. Češko pivo. Tako, odgovor je pravilen, kot ste lahko slišali, je tudi tam zelo poceni. Od 11. stoletja ga proizvajajo na Češkem. Najbolj znani kraji, kjer ga proizvajajo, pa so Brno, Plzen in češke Budžejovice. Sicer pa še kot zanimivost, Čehi spijejo največ piva na prebivalca v Evropi. Se sploh ne čudim. Dobro, Cvetka, kakšen je vaš odnos s pivom in do piva? Rada ga imam. Ampak v zmernih količinah, a ne da? Tako. In tudi spanje bo sedaj prijetnejše, namreč vzglavnik podjetja Domos iz Ljubljane je vaš, naj vam dobro služi in lep pozdrav. Čudoviti ste, lep dan. Hvala in v nasvidenje. Mikromagija si bova tole privoščila v tole kategorijo, tukaj v realni obliki. Ja. Kaj bomo danes preizkusili? Glejmo, naredila bova en eksperiment, mogoče ne bo uspel, morda pa bo, ampak a kaj bereš knjige? Ja, redno. Ja, super. Pol mogoče, kaj tega poznaš, jaz sem jih nekaj danes zjutraj prenesel. Gre recimo, kaj imamo tu Pomembnost življenja, zelo zanimiva knjiga. Potem imamo
To sem bral, finskega to, avtorja si tegale. bral? Ja. Okay. Zelo za nasmejati se. Očarljivi skupinski samomor. Potem pa ena zelo zanimiva knjiga, sicer hrvaške avtorice Jagne Pogačnik, Proza posle faka. Na prvi strani si pa tudi ti. Tega tipa poznam, ja, tukaj ne vem, mislim, da sem ga nekaj srečal enkrat. Glej, bova eno knjigo izbrala z procesom izločanja, pa te prosim, kar pokaži dve. Ki ga naj gre sa stran? Kar vzami, ja, recimo to imamo eno, ja. In to. Ok, dobro, prav. Ostala nama je Očarljivi skupinski samomor. Lepa knjiga, mene spominja na slovenski narod, ampak dobro, veš kaj, jaz se sploh ne bom dotikal, glej, vzami ti, pa bom po naključju izbrala eno stran, jaz bom vzel za to eno drugo knjigo in bom takole preletel, pa mi nekje ustavi, reč nekje stop, ok? Stop. Ok, 343, pa poišči tisto stran. 343. Ta knjiga nima 343. A ja, jih ima manj. Manj. Ok, koliko jih ima? 262. Ok, daj bom poskusila še enkrat, bom dal manj. Stop. 74, 75. Ja, zdaj pač vzami, čak bomo še pogledati, jaz pokažem, da ne boš rekel, da so to slučajno, kje sem ostal, 74, 75, da to niso enake strani kot v tvoji knjigi. Ne, popolnoma druga vsebina. Ja, ok. Imaš ni naslova in karkoli na tvojih straneh? Ne. Ok, glej, zdaj ne rabiš brati vseh obeh strani, ker pač nimamo dovolj časa, ampak tako z očmi preleti prvo in drugo stran in si katerokoli izberi, poskusi poiskati eno besedo, ki ti kaj posebno, ki ti je malo čudaška, ki ti ven izstopi, recimo, ki je malo drugačna kot slovenska, recimo kot ime ali pa kaj tajega, ok? Imaš? Imam. Ok, daj mi povedati. Probaj si to besedo predstavljati, vizualizirati v svoji glavi, ja? Zdaj, probaj mi jo izgovarjati samo ne z besedami, tako v mislih mi jo izgovarjaj, ok? A gre to a je to eno lastno ime? Da. Ok, pa torej ni mesto, ampak je kot ena oseba? Da. Ok, in ta beseda je, daj probaj večkrat izgovoriti, ok? Mislim, da se na H začne? Ni na H, ok. Potem je pa, ni sam Sebastian, ne? Ne. Ok. A je a je to kot en poklic? Ne. Ok, pa je dolga beseda kot ena, mislim, da ima 6, 7, 8 črk, nekje srednje dolga beseda? 7. 8. Aha, ok. Glej, bomo naredila en test, ok? Jaz imam tukaj en listek, ok? Upam, da ga kamera ujame, ok? Zdaj upam, da ne bomo zažgali studia, ampak bom prvo poskusil, si že videl, kak si piše z vžigalnikom? Ček imamo, kaj imamo tukaj, sem malo tako, pa tako, pa tako. Jaz sem dobil relonen, a je mogoče relonen tvoja beseda? Res? Resnično. Lahko kamera približa. Aha. Relonen, tvoja beseda. Tako? Pa so bila druga imena, tudi tam bi lahko kaj drugega izbral. Definitivno, nad mojim prstom. Direktor Relonen je spil še en kozarček, potem pa naročil taksi in se odpeljal domov. Nenavadno in spet presenečen, ne vem na kakšen način to vedno znova uspe. Skratka, sam Sebastian, najlepša hvala, definitivno si zaslužil ta 2 kipca na Češkem. Vsekakor se znova oglasiš pri nas z novim trikom in ne vem kako oglasim. Skratka, Sebastian, hvala lepa. Enako. Toliko za enkrat, v nadaljevanju se bomo razgibali še ob zumbi, zato ostanite vsekakor z nami.